si želi me nadvse. Ljubi silno me, sem kot drevo, ki pod močjo milosti se opogiba. Nenadoma na vse stiske pozabim, ob vsem siju tvoje slave. In zavedam se, da ti si čudovit in kako neizmerno me ljubiš. Bog ljubi nas močno, o, res nas ljubi, ljubi nas močno. Bog si želi me nadvse, ljubi res silno me, sem kot drevo, ki pod močjo milosti se opogiba. Nenadoma na vse stiske pozabim, ob vsem siju tvoje slave. In zavedam se, da ti si čudovit in kako neizmerno me ljubiš. Bog ljubi nas močno, o, res nas ljubi, ljubi nas močno. O, Bog
Izraelci so se naselili v Egiptu v času, ko je bil Jožef faraonov namestnik. V času hude svetovne lakote se je Bog poskrbel za svoje ljudstvo, tako da jih je poslal v Egipt, kjer so imeli hrane dovolj. Ko pa je Jožef umrl in oblast prevzel drugi faraon, ki ni bil tako naklonjen Izraelu, se je zgodba povsem spremenila. Egipčani so Izraelce zasužnjili in jih izkoriščali za delovno silo. Živeti so morali v zelo težkih okoliščinah. Egipčani jim tudi niso dovolili, da bi častili Boga Izraela in mu upravljali daritve. Faraon je tedaj čez nekaj časa izdal odlok, da naj pomorijo vse Izraelove fante, ki so se pravkar rodili. Tako je dojenček Mojzes v košari na reki Nil pristal pri faraonovi hčeri, ki ga je posvojila za svojega otroka. Mojzes je odraščal v faraonovi hiši in živel kot faraonov princ. Prej kot slej je Mojzes spoznal, da je drugačen kot ostalih Egipčanov in da je dejansko Hebrejec, ter da so njegovi starši Izraelci. Ko je odrasel, se je nekega dne odločil obiskati svoje ljudstvo, ki so še vedno težko delali kot sužnji v Egiptu. Tedaj je opazil, kako nek Egipčan hudo pretepa Izraelca. Mojzes je v jezi tega Egipčana ubil in zbežal od tam. Toda ta novica se je razširila in o tem je izvedel tudi faraon, ki se je zelo razjezil nad Mojzesom in ga hotel usmrtiti. Mojzes pa je prej uspel pobegniti v puščavo. Takrat je bil Mojzes star 40 let. Tam v puščavi je potem preživel 40 let pri svojem tastu Jitru in mu pomagal z živinorejo. Mojzes je kot princ prišel z faraonovega dvora do pastirja v puščavi. Kakšna velika sprememba! Prepričan sem, da je tudi v tem bil Božji načrt za Mojzesovo življenje. Ko je bil star 80 let, se je nekega dne z živino odpravil skozi puščavo na pašnike. Tedaj je opazil nekaj nenavadnega. V drugi Mojzesovi knjigi, 3. poglavju od 2. do 3. vrste beremo. Pogledal je in glej, grm je gorel s plamenom, a ni zgorel. Mojzes je rekel, moram stopiti tja in si ogledati to veliko prikazen. Kako da grm ne zgori? Mojzes je opazil grm, ki ni in ni zgorel. Veste, to je čudovita prispodoba Božje moči. Ta ogenj, ki se ne ugaša, predstavlja danes našega večnega Boga in njegovi moči ni nikoli konca. Dragi brat in sestra, Božjemu ognju ni nikoli konca. Njegov ogenj svetega duha še danes gori, kot je gorel ta grm v puščavi. Ta ogenj duha bo gorel tudi v naših srcih, če mu le dovolimo. V 2. Mojzesovi 3. poglavju 4. vrsti beremo naprej. Ko je Gospod videl, da prihaja gledat, ga je poklical iz sredine grma in rekel, Mojzes, Mojzes, rekel je, tukaj sem. Ste opazili, da je Bog poklical Mojzesa po imenu? Bog je točno vedel, kdo je Mojzes. Veš, da Bog tudi tebe pozna osebno po imenu. Ni to čudovito, da vsemogočni stvarnik vesolja pozna ljudi po imenu. Še danes, izmed 7 milijard ljudi na svetu, Bog točno ve, kdo si ti in kakšna je tvoja življenjska situacija. Njemu je mar za tebe in želi se razodeti tudi tebi in ti izkazati svojo čudovito ljubezen in moč. Naprej v 5. vrsti beremo, kaj mu je Bog povedal. Bog je rekel, ne hodi sem, sezuj si sandale z nog, kaj ti kraj, kjer stojiš,
je sveta zemlja. Potem je Bog Mojzesu pokazal pot, kako se mu lahko približa. Sezuj si sandale ali ponižaj se pred mano. Mojzes je moral od Boga priti s ponižnim srcem, s srcem čaščenja. Bog še danes išče ponižne služabnike, ki bodo pripravljeni pustiti stvari za njega, nekaj žrtvovati, da se on lahko proslavi. Ljudi, ki bodo pripravljeni pred njim sezuti svoje sandale in nekaj pustiti za sabo, da bi lahko stopili bližje v Božjo prisotnost. Srečanje z živim Bogom nas vedno spravi v položaj čaščenja. Ko spoznavamo, kako velik je Bog, ne moremo drugače, kot da se sami ne bi ponižali. Ko resnično vidimo, kako veličasten je naš Bog, se zavedamo, kako majhni smo dejansko mi. In to nas potem vodi do srca, ki želi častiti tega velikega Gospoda. V 6. vrsti beremo naprej, kaj se je zgodilo. Potem je rekel: jaz sem Bog tvojega očeta, Bog Abrahamu, Bog Izakov in Bog Jakobov. Tedaj si je Mojzes zakril obraz, kajti bal se je gledati v Boga. Bog se je v tem odlomku moral identificirati, kajti Mojzes ga ni takoj prepoznal. Ko pa je Mojzes spoznal, kdo je to, ki govori z njim, si je zakril obraz, ker se je bal gledati v ognjeni grm, iz katerega je govoril Bog. V tistem trenutku se je Mojzes bal Boga. Nisi ga upal pogledati. Toda to se je spremenilo v prihodnosti. In o tem bomo povedali še nekaj več kasneje. Tedaj pa je Bog naprej spregovoril Mojzesu in mu povedal, zakaj se mu je razodel. Povedal mu je, kakšen poziv ima za Mojzesa in kako ga želi uporabiti. V 2. Mojzesovi 3, v 10. vrsti beremo: in zdaj, pojdi, pošiljam te k faraonu, da izpelješ moje ljudstvo, Izraelove sinove iz Egipta. Kot za vsakega kristjana danes, je Bog tudi za Mojzesa imel točno določen načrt. Bog nas želi uporabljati še danes in iz nas narediti nekaj čudovitega, če mu mi to le dopustimo. Toda Mojzes je dvomil v ta Božji načrt. V 11. vrsti je odgovoril Bogu naslednje: Mojzes pa je Bogu rekel: kdo sem jaz, da bi šel k faraonu in izpeljal Izraelove sinove iz Egipta? Bog je rekel: jaz bom s teboj. Mojzes nikakor ni verjel vase, čeprav je z njim govoril živi Bog, stvarnik vesolja. To Mojzesa ni tedaj prepričalo. Mojzes je v tistem času v puščavi povsem izgubil svojo samozavest. V teh 40 letih se je zelo spremenil. Ko je Bog poklical Mojzesa, je bil star že 80 let, kar ni bilo tako malo v tedanjem času. Človeško gledano bi lahko rekli, da je Mojzes bil že prestar za to veliko nalogo. Mogoče si v tem času tudi ti misliš, da si že prestar za Božje delo. Mogoče misliš, da si že zamudil priložnosti iz svoje mladosti, ali pa na drugi strani meniš, da si še premlad, da še nimaš dovolj izkušenj, da še nisi dovolj zrel. Rad bi ti povedal, da Bog lahko uporabi kogarkoli, ne glede na tvoje ozadje, na tvoj spol, izobrazbo, starost ali kaj drugega. Če je poklical Mojzesa, ko je bil star 80 let, lahko zagotovo uporabi tudi tebe. Še danes Bog kliče vse ljudi, da bi skozi njih storil nekaj čudovitega. Bog pa je odgovoril na ta Mojzesov dvom z naslednjimi izjemnimi besedami: jaz bom s teboj.
Mojzesu je Bog dal jasno vedeti, da bo z njim, da mu bo pomagal in mu dal vse, kar potrebuje za to zahtevno nalogo. Dragi bratje in sestre, dragi zbrani, Bog te besede sporoča meni in tebi. Jaz sem s teboj. Vtisni si te besede globoko v srce, kaj ti prinašajo nam čudovito upanje. Jaz sem s teboj, pravi Bog. In če je Bog z nami, smo na strani zmage. Če je Bog z nami, kdo je lahko potem proti nam? Kajti ta, ki je v nas, je večji od tega v svetu. Tudi če bi nam nasprotoval cel svet, smo še vedno močnejši. Ne zaradi sebe, ampak zaradi našega Gospoda. V 2. Mojzesovi 4. poglavju, 1. vrsti beremo naprej. Mojzes je odgovoril in rekel: glej, ne bodo mi verjeli in me ne bodo poslušali, ampak bodo rekli: Gospod se ti ni prikazal. Mojzes se je še naprej izgovarjal in skuša utepsti tega klica, toda Bog je imel odgovor tudi za te dvome. V 2. vrsti beremo potem Božji odgovor. Gospod mu je rekel: kaj je v tvoji roki? Rekel je: palica. In rekel je: vrzi jo na tla. Vrgel jo je na tla in spremenila se je v kačo. Mojzes je v roki imel pastirsko palico, ker je predtem pasel tastovo drobnico. Bog je uporabil to, kar je Mojzes že imel. Bog ni Mojzesu povedal: zdaj pa moraš 10 let na neko šolanje in ko boš pripravljen, se bova naprej pogovarjala. Bog mu ni dal meč v roko, da bi se bojeval z mečem. Ampak Gospod je želel uporabiti tisto, kar je Mojzes že imel v roki. Mogoče pa je prav zaradi tega moral preživeti 40 let v puščavi, da bi se iz faraonovega princa spremenil v pastirja, ki bo s pastirsko palico naprej vodil Božje ljudstvo. Veste, Bog išče ponižne služabnike, ki mu bodo dovolili, da jih uporabi, da uporabi tisto, kar imajo v Jezusu in Bogu na slavo. Včasih si mislimo, da nismo pomembni ali pa da nimamo nič posebnega. Lahko si mislimo, da mi Bog ni dal nekaj veliko talentov, toda Bog lahko uporabi tudi najmanjšo stvar in iz nje naredi nekaj čudovitega. To navadno pastirsko palico je Bog uporabil, da je Mojzes z njo delal čudeže. Spomnimo se, kako je kasneje s palico udaril po morju in se je voda razdelila. S tem pa nam Bog danes sporoča: ni važno, kaj imaš, važno je, kaj lahko jaz naredim iz tebe. Bog še danes uporablja navadne ljudi, da iz njih naredi nekaj izjemnega. Njemu na slavo. Haleluja. Znani evangelist Reinhard Bonke je v svoji mladosti v Nemčiji bil preprost mladenič. Ni bil nič posebnega. Toda nekega dne je imel sanje, kako bo Afrika oprana s Kristusovo krvjo. Bog ga je tedaj poklical za misionarja v Afriko. In Reinhard je bil poslušen temu klicu in sledil Božjemu pozivu. V naslednjih desetletjih ga je Bog silno in mogočno uporabljal. In Reinhard je lahko videl, kako so se milijoni spreobrnili na ogromnih evangelizacijskih srečanjih, ki so jih organizirali v njihovi misiji. Tisti, ki so beležili te številke, pravijo, da bi se naj spreobrnilo nekje 79 milijonov Afričanov, zato ker je navaden mladenič zaupal v velikega Boga in bil poslušen Božjemu pozivu. Mojzes pa je še naprej
se je izgovarjal in se upiral temu Božjemu klicu. Govoril je Bogu, kako ne more javno nastopati in kako ni spreten več v besedah. Tedaj mu je Bog odgovoril, da mu bo poslal njegovega brata Arona, ki mu bo pomagal pri govoru. Mojzes se je na to končno odločil. Po dolgem prerekanju z Bogom se je odločil, da bo sprejel ta klic, čeprav še ni vedel, kako točno bo vse to potekalo naprej. Ni vedel, kaj ga čaka v prihodnosti. Toda eno je zdaj vedel. Bog bo z njim in Bog mu bo pri vsem pomagal. Dragi bratje in sestre, tudi mi mogoče ne vemo, kaj vse nas bo še čakalo na tej poti za Jezusom. Ne vemo, kakšni izzivi bodo prišli. Toda eno je jasno. Bog nam obljublja, če mu bomo sledili in šli zvesto za Jezusom, bo on vselej z nami in nam zvesto pomagal. Rad bi zaključil današnjo pridigo z veliko spremembo, ki jo vidimo v Mojzesovem življenju. Spomnimo se, kako se je Mojzes bal gledati v ognjeni grm, iz katerega je z njim govoril Bog. Mojzes si je zakrival obraz, ker si ni upal gledati v Božji ogenj. Pozneje, ko so Izraelci že zapustili Egipt in ko je Mojzes šel na goro po 10 Božjih zapovedi, pa je Bogu dejal naslednje. O tem lahko beremo v 2. Mojzesovi 33 v 18. vrsti. Tako je Mojzes rekel Bogu: pokaži mi prosim svoje veličastvo. Mojzes je hotel videti Boga v njegovi obliki, pravi obliki, razodetega v vsej slavi in polnem sijaju. To besedilo nam naprej pravi, da Mojzes tedaj ni mogel videti Boga v obraz, ker bi namreč umrl. Zato je Bog pokazal Mojzesu njegov hrbet, ki pa je še bil vedno izjemno bleščeč in poln Božje slave. Tako je Mojzesov obraz začel žareti kot sonce, ko je prišel z gore. Torej, kaj se je spremenilo pri Mojzesu? Zakaj se je prej bal videti Boga? Zdaj pa je prosil Boga, naj se mu razodene, da bi ga rad videl. Verjamem, da je Mojzes v teh letih spoznaval, kdo je Bog in kako mogočen je. Videl je, kako je Bog s čudeži in nadlogami prisilil faraona, naj jih izpusti iz Egipta. Videl je, kako mogočno je Bog razdelil morje za Izrael. Videl je, kako jih je hranil v puščavi, kako je hodil pred njimi in jih vodil v ognjenem in oblačnem stebru. Videl je, kako čudovito se je Bog skrbel za svoje ljudstvo. Poleg vsega tega pa je Mojzes spoznaval Božjo naravo. Spoznaval je, kako dober in ljubeč je naš Bog, kako je poln milosti in potrpežljivosti. To spoznanje je Mojzesa vodilo še bližje k Bogu. Zato ga je želel še boljše spoznavati in doživljati Božjo slavo. Zdaj je Mojzes hrepenel, da bi fizično videl Gospoda v vsej njegovi moči in slavi. Veste, prav to se zgodi tudi v naših srcih. Bolj kot smo blizu Bogu, še bolj bi ga radi doživeli in spoznavali. In bolj kot spoznavamo, kako čudovit je naš Gospod, še bliže bi radi bili njegovi prisotnosti. Še več njegove prisotnosti bi radi imeli v nas, v našem srcu. Mogoče mi danes še vedno ne vidimo fizično našega Boga v vsej sili in slavi. Toda prišel bo dan, ko bomo resnično videli našega Gospoda iz oči v oči. Jezus nam je obljubil naslednje. V Mateju 5:8 beremo Jezusove besede. Blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali. Enkrat v večnosti bomo prejeli največjo nagrado s tem, da bomo v popolni Božji prisotnosti.
Tedaj bomo lahko iz oči v oči gledali našega dragega Gospoda in ga videli v vsej slavi in moči. Že zdaj v tem življenju na svetu pa nam je po veri v Jezusa na razpolago nekaj izjemnega. Po Jezusovi smrti se je zagrinjalo v templju pretrgalo na dvoje. In zdaj imamo vsi dostop do Božje prisotnosti, ki prebiva v nas. Po veri v Jezusa pride Božji sveti duh v naše srce in se dobesedno naseli tam. Božja beseda pravi, da tedaj mi postanemo tempelj svetega duha, ker on živi znotraj nas ali v nas. Mi lahko že danes izkušamo Božjo slavo v Božji prisotnosti, ki nam je na razpolago po svetem duhu. Kako čudovito! In ta Božja slava po svetem duhu spreminja tudi naše srce, da žarimo in odsevamo naprej Jezusovo ljubezen do drugih okrog nas. Zato, dragi, si ne zakrivajmo obraza pred Bogom, ampak hrabro stopimo naprej v njegovo prisotnost po svetem duhu. Sezujmo si sandale, ponižajmo se pred Bogom in dovolimo, da sveti duh še bolj prevzema vodstvo v našem srcu in da se skozi nas ljudem razodeva Božja luč in njegova slava. Gospod nam prav zdaj obljublja, da bo vedno z nami, če bomo tudi mi z njim. Kliče nas na pot služenja, ker želi uporabiti tudi naše življenje. Mojzes v svoji starosti več ni imel veliko za ponuditi, ampak Bog je uporabil tisto, kar je imel. Tudi pri tebi želi Gospod uporabiti tisto, kar že imaš, in ti podariti še veliko več pomoči svetega duha, ki prebiva v tebi. Gospod se ti želi razodevati in ti že tukaj na zemlji pokazati, kako čudovit je on. Zato si ne zakrivaj obraza pred njim, ampak stopaj bližje k njemu, v njegovo prisotnost in videl boš, kako bo Gospod delal čudovite stvari skozi tebe. Amen. Lahko se združimo še v molitvi za Božji blagoslov in pomoč. Dragi Gospod, hvala ti za to besedo o Mojzesu. Hvala ti, Bog, da nam skozi to resnično zgodbo kažeš veliko sporočilo za naše življenje. Gospod, hvala ti, da imaš tudi za nas čudoviti namen, da nas želiš uporabiti in skozi nas storiti nekaj izjemnega za tvoje kraljestvo. Hvala ti, Bog, da ti lahko uporabiš tisto, kar mi že imamo. Hvala ti, da si nas tako čudovito ustvaril, da si nam dal različne sposobnosti in talente. In Gospod, molim, da bi resnično nas vodil naprej, nam kazal pot, kako nas lahko ti uporabljaš, tebi na slavo. In Bog, prosim te, odstrani vsak dvom, ko bi rekli, Bog, mi ne moremo, mi nismo nič. In dovolili tebi, da resnično nas vzameš svoje roke, oblikuješ ter uporabiš tebi na slavo. Gospod, želimo si te videti še bolj. In daj, Gospod, da se ne bi tebe bali, da si ne bi zakrivali svojih obrazov pred tabo, ampak daj, da bi prihajali bliže tebi v tvoji prisotnosti, po tvojem dragem svetem duhu. Gospod, ti imaš še toliko več za nas in Gospod, dovoli nam, pomagaj nam, da se odpremo za to, ter tebi dopustimo, da ti prideš in deluješ v našem življenju. Hvala ti, Gospod, da ti lahko to zaupamo in molimo za tvoj blagoslov ter vodstvo. Amen. Želim vam vsem še naprej lepo nedeljo, Božji blagoslov in naj vas Božja roka spremlja ter vodi v tednu, ki je pred nami.